Najprej bi povedala kontekst te mini, ampak pomembne analize, ki jo izvajamo v projektu Metadekleta. Metadekleta je projekt financiran iz Norveškega sklada, ki se ukvarja z promocijo aktivnega državljanstva in delovanja žensk, aktivnejšega delovanja žensk v politiki. Zakaj je to vsem je prezentna situacija? Če samo navedem osnovno izhodiščno dejstvo, s katerim smo utemeljevali projekt, med ostalim je zastopanost žensk v politiki v Sloveniji na repu evropske politike, pa tudi v svetovnem smislu je, bi rekla, v zadnjem kvartalu. Zdaj se situacija morda popravlja, to bomo videli. Naše analize še niso zaznale kakih bistvenih premikov, ampak seveda smo polni upanja. Da smo sploh se nekje lotili projekta, smo naredili za partnerji, v tem primeru za Vito Aktivo, raziskavo, namreč zelo opažamo velik primanjkljaj empiričnih raziskav na tem področju, posebno kar se tiče, in tukaj so nam že poočitali, ker smo v projektu napisali, da nas posebej zanimajo naše ženske, da smo diskriminatorni do starejših, ampak naše zaznavanje je, da še posebej pri naših ženskah je prisotnost v politiki manjša, hkrati pa je njihov vstop, verjamemo, da je vstop v politiko potreben tudi že v naših letih. Zdaj, zakaj smo naredili raziskavo? Zmanjkalo nam je podatkov, kako naše ženske percipirajo politiko, kaj jih ovira, kje so njihovi pomisleki, kako doživljajo tudi recimo medijsko prezenco žensk in tako naprej. Na vzorcu 700 respondentov za anketo, ki smo jo izvedli preko spleta, smo povprašali obiskovalce različnih spletnih strani, da nam ljubeznivo podajo svoje mnenja, in tukaj jih bom čisto na kratko povzela, pri čemer so vse podrobnosti te raziskave, jih lahko najdete na Metovi listi pod analize. No, naša ugotovitev je bila, oziroma rezultati so pokazali, mi smo lahko samo povzeli, da naše ženske politika zanima in celo rezultati kažejo, da bolj kot mlajše moške. Kaj to pomeni? 2 do 3 ure tedensko recimo nekako so v navezi ali berejo ali se nekako angažirajo, recimo v najširšem smislu. Seveda bi bilo tukaj to politično delovanje treba definirati, ampak tukaj smo recimo prepustili respondentom interpretacijo, kaj bi bilo vse politično. Volilna udeležba mlajših žensk je višja, percepcija politike v njihovih očeh je, tako kot ne samo pri njih, ampak pri mnogih, da je problematična in pogosto nemoralna. Zanimivo pa je bilo videti tudi, da ženske drugače percipirajo svoje sodelovanje v politiki ali pa vstop v politiko ali pa kakršnokoli delovanje. Manj so usmerjene, manj so linearne, bolj so pripravljene sodelovati recimo v peticijah, recimo tudi na demonstracijah, pri kupovanju recimo nekih izdelkov v podporo, kakor moški, ki imajo bolj premočrtno, bi rekla, karieristično smer v politiki. Za ženske je značilno to, kar pri moških sploh ni, govorim za mlajše ženske,
da potrebujejo ali pa jim je pomembna podpora družinskih članov in da jim je mnenje, tudi skozi delovanje pomembno. Izrazili so željo, da bi ob vstopu v politiko oziroma tudi, da bi pri prepričevanju žensk za vstop politike bila potrebna večje izobraževanje žensk, nudenje več možnosti, ne vem, treningov, javnega nastopa, artikulacije. Istočasno pa samo politično življenje po njihovo zelo otežuje normalno življenje, recimo žensk z malimi otroci in z družino in bi recimo v optimalnem smislu si želele imeti večjo podporo v smislu vrtcev z daljšimi urniki in tako naprej. Zdaj, za našo raziskavo, ki se tiče pa medijev, in tukaj bom prešla na jedro, je pa, da mnoge ženske moti predstavitev, ki so deležne tako znotraj politike, kolegov, predvsem pa medijev, opazen, zloraba, stereotipi, seksizem in tako naprej. No, da pa ne bi metina lista, ki v tem trenutku je vzpostavlja portal, kjer ženske objavljajo, kjer se lahko političarke pojavljajo, ker ženske objavljajo politike, razmišljajo in tako naprej. Smo se odločili, da naredimo še eno analizo in sicer stanja žensk, konkretnega stanja žensk na televiziji oziroma kako pogosto se pojavljajo na televiziji v konkretnih oddajah. Tukaj smo si želeli, da bi šle iz spolskega terena nekih sklepanj in da bi prišli z jasnimi podatki. Zahvaliti se moramo Clippingu DOO, same nikoli ne bi imeli dovolj denarja za tako raziskavo. Nekako ljubeznivo so ponudili sodelovanje, za nas spremljajo mesečno 7 oddaj in nekako v prihodnosti si želimo tesnejšega sodelovanja. Moram pa uradno dati vso zahvalo za njihovo sponzorstvo in so s tem postali tudi naši partnerji. Tukaj bom navedla 7 najbolj gledanih informativno-analitskih oddaj, ki jih spremljamo. Spremljamo jih od meseca maja. Na eno oddajo, ki se imenuje Na tretjem, v mesecu septembru nimamo več, nadomestilo je danes, ker izpada iz popularnosti. Zdaj, rezultati se ponavljajo iz meseca v mesec skoraj identično. V nekaterih kategorijah malo varirajo, ampak načelno in brez velikega odstopanja žensk v medijih, kljub načelni podpori, recimo medijev, glede spolnih kvot in vseh drugih, bi rekla skoraj leporeči, je rezultat kaže, da v 5 mesecih nikoli ni bilo več kot 22% žensk nastopov znotraj vseh možnih nastopov na televiziji. Zdaj, recimo v juliju in avgustu, rezultate, ki jih imam v prvi seriji pred seboj, za julij in avgust je seveda značilna bila velika pozornost na volitvah, potem na ustvarjanju političnih opcij in tako naprej. No, rezultati kažejo, da je v 7 oddajah, ki jih merimo, nastopilo 190 moških in 55 žensk. Največ je v oddaji Odmevi, tukaj boste videli 27 žensk, medtem ko je bilo recimo moških 97.
Zdaj, če pogledamo po procentih, vidimo, kako gre po posameznih oddajah. Recimo, izjemoma je v eni oddaji bilo 42% žensk. Potem smo merili tudi, koliko minut in je mogoče čas drugačen pri ženskah, a so mogoče potem ženske v manjši količini prisotne pa z daljšimi možnostmi govora. Tudi tukaj vidimo, da je razmerje podobno kot pri sami prisotnosti. Tukaj je napaka 77%, 23%, se upravičujem, procentov je za ženske. Vedno je lepo gledati te okrogle linije in videti v krofu, kje smo. Posebno zanimiva analiza je še pregled kategorij, pri kateri kategoriji ženske sodelujejo in v kakšni meri. Gospodarstvo, recimo, poglejmo, notranja politika, recimo, takrat je bila še nekako zastopana v juliju in avgustu, takrat so imele, recimo, ženske od, recimo, 60 moških in 21 žensk je v notranji politiki, potem, recimo, pri družbi, nekje jih sploh ni, nekje so po ena, to najboljše, da si sami ogledate. Ženske, recimo v gospodarstvu, so tradicionalno nimajo kaj dosti zapovedati. Pred 2 dnevoma smo dobili še najnovejšo raziskavo za mesec september. Tukaj se ne odražajo vse te silne ministrice. Rezultat je povsem nespremenjen. 22 ženskih strokovnjakinj je dobilo, 22% je dobilo besedo na televizijah in najmanj, le 14 jih je bilo v odmevih TV Slovenija. Naj citiram, kako se odmevi definirajo. To so oddaja, ki vsak delavnik ob 10 ponudi sveže večerne novice ter analizira najpomembnejše dogodke dneve. Ozadje dogodkov in pojavov, prikrite podrobnosti in nove plati vznemirljivih zgodb predstavljajo novinarji in izbrani gosti, ki jih izprašujejo voditelji oddaje ali pa se soočajo med seboj. Očitno teh vznemirljivih zgodb in podrobnosti ženske ne bi po mnenju televiziji znale podajati, pa o njih niso niti seznanjene. Če smo rekli, da v odmevih je bilo najmanj žensk, potem je v oddaji Danes, ki se je še v septembru vrstila v našo analizo Internet TV, bilo največ in to največ pomeni 30%. Lahko še sklepna misli, prosim? Ja, sklepna misli, takoj. Rezultat dokazuje, da ostajajo tradicionalni mediji del problema in rešitev in da, kot smo že danes večkrat slišali, reproducirajo stanje, ki vlada, da še vedno je politika, družba in svet pretežno moška igra, ženske so tu izjemoma prisotne. Največ imajo zapovedati, gotovo kaže analize pri vremenu. Jasno, da bi si želeli drugačno medijsko sceno, da mogoče potem, ko bo okrogla miza, mislim, da imajo uredniki ogromno vzvodov, da bi spremenili situacijo, ne vem pa koliko pripravljenosti. Zdaj, opozoriti moram, da seveda nimamo v analizi, koliko žensk je bilo mogoče povabljenih, pa niso sprejeli. Tudi ne poznamo procesa, ampak rezultat pa vidimo. Na Metini listi smo se odločili, da bomo reagirali na to in da bomo pripravljali seznam strokovnjakinj, za katere pravijo,
da jih nikakor ni, ali pa da je premalo časa, smo slišali, nekakšno banko imen za različna področja in bomo vedno pripravljeni to podeliti in se odzvati na kakršnokoli povpraševanje iz različnih oddaj. To bo naša naslednja poteza. In se Zahvaljujem.